Čustva so me danes tako prevzela, da v tem trenutku nisem prepričan, kako bom končal. S temi besedami, izrečenimi v ne prav kleni srbohrvaščini, je tako imenovani oče slovenskega naroda Janez Stanovnik pred 5 leti nagovoril zbrane na spominskem zasedanju Avnoja v Jajcu. Mi iz Slovenije, za nas je Avnoj taka svetinja, da v povezavi z njim ne moremo dovoliti nobene šale. Je povedal Stanovnik, ki niti za milimeter ne odstopa od tradicionalnega verovanja, da se je slovenska kokoš pač izvalila v Jajcu. Še več, drugo zasedanje Avnoja v Jajcu je za Stanovnika Avno je za nas sedanjost, današnji dan in prihodnost. Tako je pred 5 leti v Jajcu vzneseno sklenil svoj nastop donedavni predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Janez Stanovnik. Po tem nepozabnem govoru v Jajcu ga je v Sloveniji čakalo 5 let trdega dela za že omenjeno avnojsko prihodnost. Četa, naprej, marš! Neustrašno se je zoperstavil svetovnemu hegemonizmu in imperializmu v podobi ameriškega veleposlanika Josefa Mussomelija. Ko se je spomladi razvedelo, da ameriški veleposlanik zapušča naše osvobojeno ozemlje, se je zdelo, da je nasprotnik že premagan. Vendar so se sile zla spet okrepile in Mussomeli še naprej ustavlja prizadevanja našega prvega borca za avnojsko prihodnost. A ne bojte se, ne bo mu uspelo, kajti borcev pri nas zlepa ne bo zmanjkalo. Četa, naprej, marš! Pred dnevi je zdaj 91-letni Janez Stanovnik štafeto boja za avnojsko prihodnost Slovenije predal leta 1938 rojenemu Titu Turnšku. Ta bo poslej vodil nesmrtno zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Zaprite oči in prisluhnite. Tit, kako ponosno to zveni. In kakšna je šele njegova biografija? Sem ga kar zavohal, da je kakšen mobiliziranc. Tit je borec nad borci. Šel je skozi nešteto bitk, porazov in zmag, saj je bil kar 6-krat poročen in 5-krat ločen. In to samo doslej. Kdo ve, kaj vsega še čaka, saj ima na vse zadnje komaj 75 let. Bili pa so tudi trenutki, ko ni bil ravno pred matičarjem in takrat se je nesebično žrtvoval za svetle cilje permanentne revolucije. Ob nepotrebni in škodljivi uvedbi večstrankarskega sistema je kot specialni agent zbiral podatke o tem, kaj se dogaja v strankah slovenske pomladi. Sprva je največ iskrene pozornosti posvetil Socialno-demokratski zvezi Slovenije, a je kmalu presedlal k Slovenski ljudski stranki, ki ga je leta 1997 postavila za obrambnega ministra v Drnovškovi vladi. Nesreča je hotela, da je po manj kot letu dni njegovega ministrovanja izbruhnila afera Zavrč. Gotovo se spomnite, gre za afero, ko sta dva slovenska obveščevalca s kombijem, opremljenim z najsodobnejšo vohunsko opremo, pri Zavrču zatavala na hrvaško ozemlje in se pustila ujeti. Ti piše Četa? Vidva sta pa samo dva, kje pa so drugi? Ti, zdaj to pa so dost. Privoščljivci so se dogodku režali, Titovo ministrstvo pa je bilo deležno obtožb o nemarnosti in nesposobnosti. Seveda pa poraz v bitki za hrabrega Tita ni pomenil izgubljene vojne. Za nagrado je postal slovenski veleposlanik v Pekingu. A tudi od tam ga je že po letu dni odnesla afera vlom v prostore veleposlaništva. Najhujše pri vsej zadevi je bilo, da je vlom zagrešila kar veleposlanikova žena. Bolje obveščeni viri pravijo, da so bili vzrok za soprogin napad nekateri Titovi manevri, ki jih je občasno nenapovedano izvajal. Viš, za naslov snjo pa pozabil vprašati.
Vseh bojnih zmag novega predsednika Zveze združenj borcev NOB Tita Turnška ob tej priliki žal ne utegnemo našteti. Seveda pa bi bilo naše poročanje nepopolno, če ne bi spregovorili o očitkih, s katerimi skušajo nekateri spodkopavati Titovo primernost za ta položaj. Trdijo namreč, da ni logično, če postane predsednik Zveze združenj borcev NOB človek, ki se je rodil leta 1938 in je imel torej ob začetku vojne na naših tleh komaj 3 leta, ob njenem koncu pa 7 let. To je specialna četa, punca, sicer smo pa že 4 moški. A da bi te dal na četni spisek? Jasno. Turnšek meni, da so take pripombe krivične, saj so za njegovo neudeležbo v Dražgoški in podobnih bitkah krivi pokvarjeni zahodni imperialisti. Podatki namreč kažejo, da so bile tedaj že odkrite plenice za enkratno uporabo, a jih niso dali na tržišče in so s tem preprečili vključitev majčkov v splošni ljudski odpor. Moja srčna želja je bila nositi puško na rami, a če človek nima plenice za enkratno uporabo, se zelo težko ruk z oka pohosti, je vzaloščeno dodal.